Pozdravljeni! V današnjih nasvetih si bomo pogledali knjižnico, ki smo jo pripravili za podjetje Roltek, za njihove zunanje žaluzije in komarnike. Če najprej pogledamo, kje knjižnico lahko dobimo, seveda na njihovi spletni strani oziroma uporabniki Archicada boste lahko skočili na spletno mesto beamcomponents.com. V iskalno polje vpišemo Roltek in izpisati bi se morali dva objekta, ki smo jih naredili za njih. Če enega od njih izberem, vidimo nek splošen opis, vidimo, da je od Archicad verzije 21 naprej na voljo in knjižnico s temle gumbom prenesemo na naš računalnik. Predlagam, da prenesete oba objekta in jo vključite v aktivno knjižnico v Archicad projektu. Pa če zdaj skočimo v Archicad in pogledamo razliko med tema dvema objektoma. Če najprej izberemo enega izmed njih, gremo v nastavitve. Bomo videli, da je uporabniški vmesnik zelo podoben oknom, ki smo jih že naredili za nekatere slovenske proizvajalce, vendar imamo tukaj dodane zavihke z nastavitvami za Roltek žaluzije. Ko smo rekli, da obstajata dva objekta, en objekt so žaluzije, ki imajo vključeno tudi okno, kar pomeni, da lahko poleg same dimenzije, načina vgradnje, spreminjamo tudi segmentacijo, se pravi, koliko kril želimo imeti, kakšna je oblika okna, način odpiranja in tako naprej. Okna lahko spremenimo tudi v vrata, se pravi za kakšne balkonske postavitve. No, pa če se posvetimo predvsem žaluzijam, imamo možnost izbiranja ali okno, to vključeno okno ali brez okna. Se pravi, da dobimo samo element žaluzij. To pride v primeru, da imamo kdaj tudi že vstavljena okna in želimo vstaviti samo žaluzije. Izbiramo, ali žaluzije želimo ali samo komarnik, potem tip pri komarniku, ali je ročni pogon, motoriziran ali je brez, in komarnik vklopimo s temle gumbom tukaj. Imamo tudi na izbiro dva tipa žaluzij, se pravi samih lamel, barve za njih izbiramo. V naslednjem zavihku imamo nekaj osnovnih navodil in pa povezavo do proizvajalčeve spletne strani. Če tole potrdim, pa si gremo tole okno od blizu pogledati v 3D, ga takole omejim z markijem. Vidimo, da je okno izdelano dokaj natančno, s polico, s kljukami, senčilom in komarniki. Njegov prikaz lahko nastavljamo detaljirano ali preprosto. Samo gremo v nastavitve in tukajle med nastavitvami imamo nivo detaljiranja, simple ali detailed. Če pogledamo še drug objekt, ki smo ga izdelali za podjetje Roltek, pa je objekt, kjer so samo žaluzije, vendar pa tem žaluzijam lahko pripnemo katerokoli Archicadovo okno iz standardne knjižnice. Se pravi, če se vrnem semle, tukajle vidimo Window Library Part, in če grem jaz v klasično Archicadovo knjižnico in vidimo tukajle standardne Archicadova okna,
Vse, kar rabim imeti, je, da v to polje prepišem ime iz knjižnice in tako okno se bo vstavilo poleg naših žaluzij. Vse ostale nastavitve so popolnoma enake in na tak način sem naredil tole okno. Če gremo v 3D, prikažemo zopet vse skupaj. Se pravi, tole je standardno Archicadovo okno, ki ima s seboj pripete tudi žaluzije. V primeru, da žaluzije ločeno pripnemo k oknu, z oknom niso povezane, v tem primeru, kot sem ga prikazal zdajle, pa so povezane z oknom, se pravi, spreminjanje dimenzij okna bo avtomatično pomenilo tudi spreminjanje dimenzij žaluzij. Tako, toliko za danes. Hvala in se slišimo naslednjič.